Unikatni ročni izdelki, lokalno pridelane jedi in pijače, gostinski meniji sestavljeni iz njih. Vsa ta pisana paleta izdelkov in ustvarjalcev ter pridelovalcev se na Bledu združuje pod kolektivno blagovno znamko Blejski lokalni izbor. V oktobru so na slovesnosti v infocentru Triglavska roža v Turizmu Bled podelili nove certifikate letošnjim prejemnicam in prejemnikom. Letos smo v bistvu drugič izvedli ocenjevanje 3 kategorij prvega nivoja sistema certificiranja. Tukaj gre za rokodelske izdelke, za prehranske živilske izdelke in za jedi in pijače postrežene na gostinski način. In v bistvu je bil odziv na to drugo ocenjevanje izjemno velik, tako kot v prvem letu, in danes smo podelili 38 certifikatov, ampak drugače gre pa skupno kar za 69 izdelkov in jedi 14 ponudnikov. Strokovna komisija, ki jo je vodil profesor dr. Janez Bogataj, je tako imela zelo obsežno delo. Zelo veliko je bilo izdelkov z področja živil, živilskih proizvodov, nekaj tudi rokodelskih izdelkov. Zlasti me veseli pri rokodelskih izdelkih, da je kar nekaj pletenin, kar je dokaz, da smo končno spoznali, da se ovčje volne ne meče v odpadke, ampak da tako kot so naši predniki to dobro vedeli, se da to volno odlično predelati in izdelati seveda vrhunske izdelke, kot so recimo kakšne nogavice, rokavice in podobno, kar tudi pri najbolj zahtevnih gostih naleti na zelo ugoden odziv, ker ljudje seveda znajo ceniti, kaj je roba iz samopostreženih nakupovalnih centrov, kaj je pa roba, ki nastaja na osnovi znanja in pa, bi rekel, idej lokalnega prebivalstva. Med prejemniki novih certifikatov za rokodelske izdelke sta bila tudi ljubiteljska ornitologa Nataša in Milan Gorjanc. Skupaj izdelujeva vitraže v Tiffany tehniki in sicer ljubiteljsko se ukvarjava tudi z ornitologijo, tako da je ta dva hobija sta se združila pač, da izdelujeva te ptičke, lokalne ptice v vitražni tehniki. Med izrekoma "dan se zjutraj iše" ali pa "kar kufe prstav" zagotovo izberem slednjega. Lokalna umetnica Nuša Vodušek ni izbirala, oba zapisa najdete na njenih unikatnih glinenih skodelicah. Prvotno je bila dejansko ideja Živo in zdravo, kot slovenski parček, da bi dejansko združili gorenjski pozdrav in štajerski. Kasneje si štajerski, moj fant oziroma partner pa iz Bleda. Kasneje smo pa dejansko bolj na lokalno zgodbo šli in smo našli take 4 blejske parčke, ki se mi zdi, da so kar primerni za Bled. Kot nam je zaupala gospa Soklič z kmetije Parandreco, je bilo s tem, da so pridobili kar 6 certifikatov v kategoriji pridelkov in živilskih izdelkov, kar nekaj dela. To je nežino vino, to je vino iz Črnega ribeza, potem je vino, jabolčno vino iz pač domačih jabolk, potem je iz rdečega ribeza je žele, tinkar in žele, iz črnega ribeza je namaž črnega ribeza s čokolado, potem je sok iz črnega ribeza in pa Jakobov jesih iz domačih jabolk. Na predstavitvi in podelitvi certifikatov smo letos prvič lahko videli tudi ponudnike iz drugih občin. Naša blagovna znamka omogoča, da ponudnik tudi ni samo iz občine Bled, ampak je lahko tudi iz sosednjih občin, iz Bohinja, iz Radovljice, iz Tržiča, imamo recimo tudi certificirane ponudnike, lahko je Žirovnice, Jesenice. Mi smo želeli dati možnost tudi tistim, ki ne živijo prav v občini Bled, ker koncev ponujamo, pač je vse lokalno in nimajo vse znamke sistema certificiranja. Tako da eden od pogojev za te, ki prihajajo z drugih občin, je pa tudi, da imajo prodajno mesto na Bledu. Med ponudniki, ki jih najdete na blejski tržnici ob koncih tedna, je tudi Danica Kržišnik. Za certificiranje je med svojimi izdelki iz industrijske konoplje tokrat izbrala čaj. Mi prihajamo iz male vasice pod Jelovico, Lancovo, in od 2015 že pridelujemo industrijsko konopljo.
In zdaj prav ta čaj naš je že zelo poznan tudi med strankami, ga zelo tudi pohvalijo. Recimo je zelo primeren za tiste, ki imajo težave s spanjem, zelo pomirja, da vam tudi več energije, počutje bolj lahkotno, tako da mislim, da je zelo za te današnje čase priporočljiv in ugoden. Mateja Reš ob delu na kmetiji nenehno razvija nove naravne izdelke povezane z lokalnim okoljem. K certifikatom, ki jih je prejela lani, je letos dodala še 8 novih. Eno marmelado imamo, pri nas raste aronija, ker je pa aronija premočna, smo dodali še jabolka. Potem imamo pa v bistvu 3 izdelke, ki pa 2 izdelka ne vsebujeta sladkorja. To je, kako bi rekli, da je sušena sadna kaša, sadni list oziroma ribezova čarovnija in malinova čarovnija smo poimenovali. Potem je pa posušena marmelada oziroma kutinov sir, tudi manj sladek in smo poimenovali kutinov bombon. Potem za tiste, ki imajo radi vroče, imamo vroče jabolko, ki je čili omaka, gojimo tudi čili, zato da ni tako strašen močen, smo dodali jabolka. Potem imamo pa še med za aronijo. Aronijo gojimo, jo obrane plodove posušimo in zmeljemo ter zmešamo z medom. Potem smo pa dodali še 2 čaja. Vrtni roži iz prejšnjega ocenjevanja sta se pridružila še zlatorogova skrivnost, ki je planinski čaj iz Mežakle, kjer imamo tudi en delček enega travnika, in milina boginje, ki je pa v bistvu tudi vrtni čaj, ne vsebuje mete, ima meliso in je bolj tak pomirjevalen, zato bi temu rekli, da imamo ženski in moški čaj. Kateri njeni izdelki najbolj prepričajo kupce? Pri ljudeh, ki pridajo pa pri skupinah, vidim, da jim je zelo zanimiva, ker je tudi zelo nepoznano, ta sušena sadna kaša čarovnije. Tudi zeliščna sol je izredno uporabna. V bistvu na to temo imam tudi to kulinarično doživetje, da si ljudje sami naredijo. Jaz imam ščepec veselja, oni so pa lahko naredijo kakšen drug ščepec. Težko, to bo čas pokazal, kater izdelek bo najbolj šel. Si pa želim izdelek s čim manj embalaže. Embalaža je strošek, je breme okoljsko, je delo za mene, predvsem pa res velik strošek za proizvajalca, zato si jaz želim delati brez embalaže in v to bom usmerjala vse sile. Na strmih pobočjih pod Dobrčo ima svoj sadovnjak družina Princ, ki je letos na certificiranje prijavila kar 34 izdelkov. Vsi so bili ocenjeni pozitivno. Njihovo delo se plete že skozi več generacij, zato skrbni načrti, ki jih imajo tudi za v prihodnje, niso naključje. Načrti so, zdaj na podlagi teh podatkov, ki smo jih tukaj dobili, v imenovanju naših izdelkov bomo vpeljali določene spremembe. Bolj bomo poudarjali v vsakem izdelku ime Princ. To je hišno ime, ki je bilo od nekdaj, pa predvidevamo, da bo še naprej skozi. Bo to kot nek simbol za dober, kvaliteten izdelek. In to se bo v promociji povsod poudarjalo, zato bomo tudi vse te etikete menjali. Bilo je ravno v pravem času, mi smo imeli zdaj namen te stvari menjati, pa nismo določenih rešitev imeli. Zdaj, ko smo tukaj to naredili, so nam pa oni samoiniciativno, profesor Bogataj je bil tisti, samoiniciativno določil, da ime nite prav, uporabljajte tak ime, ker pa v bistvu zdaj, ko gledamo nazaj, najbolj ta prav. Vračanje k preskušanim receptom naših prababic poznajo vse pametne gospodinje. Gospa Nežka Zrimec, prababica lastnika hotela Triglav, je imela svojo knjižico receptov za sladokusce, iz katere sedaj zajema tudi Daniel Galjot, vodja gostinstva v restavraciji 1906. Dodali smo še 2 jedi, zdaj ta nova 2 certifikata sestavljata v bistvu en skupen meni, ki ga predstavljamo.
Vsi 4 certifikati skupaj so v bistvu narejeni po receptih naše Jeni in pa Nežke, to sta dve v bistvu šefice originalne in tudi v bistvu smo našli zdaj 2 taka črna zvezka, bomo rekli kuharske knjige iz tistih časov, na roko napisano in iz teh zvezkov smo našli tudi te recepte za današnje 2 jedi, ki smo ponovno dobili dodatne certifikate. Prva je v bistvu hladno dimljena po strvu, naredili smo aspik iz v bistvu fonda osnove ribje, dodali malo zeličnega olja, malo postrvega kaviarja, tako bolj lokalno ribjo, neka bolj lažja hladna predjed. Dočim smo našli recept na drugi strani za sladico. Zanimivo je, da so že takrat v tistih časih bolj znali v bistvu čokoladne testenine, orehove testenine, kar smo bili mi zelo začudeni. Je bila kulinarika že zelo na visokem nivoju. Smo pa naredili naše testenine, polnjene z orehi, z maslenom namazam, zraven imate med, črno čokolado, ki dobimo z Gorenjke. Nekako se probamo povezati z našimi lokalnimi dobavitelji. 2 nova certifikata v kategoriji jedi in pijače postrežene na gostinski način so pridobili tudi v Sava hotelih Bled. Simon Bertoncelj, vodja kuhinj v vseh hotelih. Certificirali smo lokalni, se pravi mini lokalni izbor, ki vsebuje lokalne sestavine od postrvi jelena, blejski sir, neka suha hruška sladica, se pravi to ponujamo v restavraciji Julijana, v Grand hotelu Toplice, pač več ali manj za tuje goste, za turiste, tudi za lokalce, neki 4-hodni degustacijski meni na nekem višjem nivoju, se pravi malo višja kulinarika, medtem ko je v kavarni Park, kjer pač slovijo originalne blejske krimne rezine, pa smo pač ponudili to leseno dilco, ki pa pač predstavljamo se z lokalnim mesarjem pa z lokalnimi siri. Se pravi, kmetije Prnikar, blejski sir. In kako gostje sprejemajo nove jedi? Res moram skoraj reči, da od vseh gostov, kar obišče pač našo restauracijo, nekje polovica gostov izbere pač ta lokalni izbor, 4-hodnih menijev, zraven je tudi vinska spremljava, pa pač odvisno. Več ali manj pa pač tujci, seveda. Pač tujci, ki hočejo spoznavati neko lokalno kulinariko, pač izberejo ta menija, ki vsebuje neke jurčke, neke postrvi za predjed, neke raviole, blejski sir. V bistvu gre za 2 menija od 4, ki jih ponavadi prodajamo, sta najbolj popularna. In eden izmed teh je tale, ki se imenuje 1906, torej po receptih naše prababice Nežke. Na podelitvi novih certifikatov je avtorica modela izvorno slovensko, certificiranje po njem trenutno poteka po vsej Sloveniji, dr. Tanja Lešnik Štuhec predstavila vertikalni potek znamčenja kolektivnih blagovnih znamk. Skupaj z njo so v Turizmu Bled začrtali pot do vzpostavitve osrednje točke, Centra za kakovost turizma Bled. Tam so si zadali, da do leta 2025 izpeljajo naslednjo stopnjo certificiranja. Naslednji korak so doživetja, zdaj imamo proizvode, izdelke in to se lahko nadgradi v doživetja. In kar nekaj že takih, ki bodo, mislim, da brez problema nadgradili svoj proizvod skupaj z neko vsebino v doživetje. Naslednje leto prehajamo na ocenjevanje nastanitvenih obratov in pa vodenih gastronomskih doživetij. Na poti do certificiranja raznovrstnih doživetij je zagotovo že Mateja Reš s številnimi obiski in delavnicami v svojem vrtu okusov. Sej mi treniramo, ves čas imamo goste, imamo skupine, ampak zelo težko pri vsem delu, ki ga ima človek na kmetiji, je najti nek čas v bistvu za razvoj tega. In tudi kako bi zdaj uskladil sprotno delo na kmetiji in doživetja. To bo še velik zalogaj, se pa zavedam, da brez tega ne bomo mogli preživeti, ker delo na kmetiji ne zahteva samo enega človeka, ampak jaz na svoji kmetiji rabim 3 ljudi, da vse upravijo, pa nimamo prav velikih količin teh izdelkov. Mi se bolj nekako čez leto bavimo z malinami in z svežo prodajo sadja in zelenjave in jajc. Tako da, ja, to bo res, sicer vse imamo že pripravljeno, infrastrukturo, se pravi, kar potrebuješ na posestvu, zato da lahko gosta pripelješ. Je pa
velik nabor stvari, ki bi jih lahko počel. Za mene je v bistvu vse vsakdanje ali pa vse možno. Tako da treba bo poiskati tisto, v čemer najbolj uživam in kar mislim, da bi pa enemu gostu rekli največjo dodano vrednost dali. Tako da smo še na poti, vendar gremo v to smer. Sprejem pod okrilje kolektivne blagovne znamke Blejski lokalni izbor pomeni predvsem priznanje in spodbudo za vnaprej. Priznanje. Lepo sem vesela in rada vidim, da se ljudje spoznajo s pticami in to mi pomeni to. Certifikat pa je neka dodatna vrednost dejansko, tako da dejansko tudi lahko tu prodajam je neka prednost na Bledu, ker sem si vedno želela biti na Bledu, tako da je kar veliko to za mene. Predvsem pa potrditev, da so stvari dobre. In s tem je že veliko truda poplačanega, ker to so stvari, ki jih ogromno dela potegnejo za sabo. In smo to zelo veseli, da bo to šlo med ljudi, da bojo ljudje to jedli, pili. Pozornost ocenjevalcev je v procesu certificiranja posvečena vsebini, izvedbi, spremljevalni zgodbi in ne nazadnje podobi, ki potrebujejo največ pomoči. Največ pomoči mogoče pri rokodelskih izdelkih. Smo opazili, da predvsem manjkajo zgodbe izdelkom, ker izdelek je poseben zaradi svoje zgodbe. Zgodba mora izvirati iz tukaj. Mogoče to pomanjkljivost in pa večinoma pri grafični podobi. In pri tem jih usmerjamo, kaj naj se napiše na etiketo, kako naj bo postavljeno in da sam izdelek uredimo podobo. Zelo pomemben del vsakega certificiranega izdelka je zgodba. Zgodbe izvirajo iz tega kraja, kateremu smo. Namreč ta kraj ni sadjarstvo od danes, ampak so to, če se jaz spomnim iz majhnih otroških let, od mladih otroških let, so tukaj v našem kraju imeli vse hiše sveže sadje in so vse sveže sadje potem v tržnici na tržiču ženske prodajale, ker takrat ni bilo Mercatorja s sadjem. Je imel tržič toliko sadja, ker so ga ženske na tržnico prinesle. In vse ženske vseh hiš so to delale in vsi kmetje so imeli kot prvi denar v letu češnje, od češenj. In so vestno češnje ubirali, prek pripravljali tudi, da so bile češnje tudi rodne in so potem prodajali, ker so češnje imeli, potem je bil nek drug sadje, zgodne hruške, pa pozne hruške, zgodna jabolka, slive, vse te sadeže na tem koncu obstojijo, se je tržil lokalnemu prebivalstvu. Zdaj pa spet moderno gratalo ali pa popularno, spet lokalna pridelava, ker pred 10 leti je bilo tisto jabolko, ki je bilo doma pridelano, necenjeno, ker je bilo tisto od nekod daleč pripeljano na oko lepše. Zdaj se pa to že močno okrog obrača in je cenjeno tisto, kar je doma. Pa tudi, če na oko ni tako lepo. Sistem ocenjevanja in podeljevanja kolektivne blagovne znamke vsem, ki se vključujejo vanj, prinaša dodatno podporo. Vidi se, da je ta sistem ocenjevanja in sploh podeljevanja kolektivne blagovne znamke, da temelji na strokovnem pristopu. Se pravi, v komisiji smo zbrani iz različnih strok in seveda druga stvar je pa ta možnost permanentnega kontakta z lokalnimi in regionalnimi izdelovalci in proizvajalci. Da se, če nekomu rečemo, da ima slabo etiketo, če nekomu rečemo, da nima zgodbe, če nekomu rečemo, da marmelada tehnološko ni bila primerna, da ve, na koga se lahko obrne, da ga usmeri, da mu svetuje in tako naprej. In zato je to blejsko ocenjevanje, kot seveda še nekatera druga ocenjevanja po Sloveniji, tako uspešni. Na vse zadnje je pa najboljši argument za to zadovoljno prebivalstvo, ki te zadeve potem kupuje. In ne govorim samo za lokalno prebivalstvo, ampak tudi za turiste, ki prihajajo recimo na Bledu. Je to zelo pomembno, da jim končno začnemo ponujati to, kar smo včasih tako z zanimanjem gledali v
sosednji Avstriji, čez karavanke, ki so hišne marmelade opremili še s prtički, napisali gor, iz katere hiše je ta marmelada, in smo rekli, lej, Avstrijci pa znajo. To se pravi, ni pomembno kopirati, ampak kapirati.